Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kranjska Gora je od četrtka do danes gostila gorske kolesarje iz vse Evrope, ki so preplavili dolino. Vreme jim je bilo več kot naklonjeno, zabave pa tudi ni manjkalo. Torej za nami je že druga izvedba Trail Daysov. Lahko rečem, da smo se od lanskega leta kar nekaj naučili, letos to nadgradili. 2000 zadovoljnih kolesarjev je Kranjska Gora gostila ta konec tedna. Predvsem pa bi rad omenil tukaj, da gre za druženje kolesarjev, ki pridejo v Kranjsko Goro pred poletno sezono, jo odkrivajo. To so kolesarji, ki v določeni destinaciji še niso bili, zato pridejo sem, da raziščejo, pogledajo, kaj določen kraj ponuja. In mislim, da je Kranjska Gora ponovno upravičila svoj sloves, ki ga kot kolesarska destinacija v poletnem času ima. Lahko rečem, da poleg vseh kolesarskih prireditev, ki jih letno gostimo v Kranjski Gori, je Goni Poni in pa Trail Days tista prireditev, ki ni tekmovalne narave, gre predvsem za neko energijo med kolesarji, da se spoznajo, da si izmenjajo izkušnje. Za Kranjska Gora pa je tovrsten dogodek predvsem pomemben iz promocijskega vidika, ker želimo in nam je tudi v veliko veselje, da je tak dogodek pred poletno sezono, ki potem ponese glas kolesarjev. Še vedno verjamemo, da je beseda tista, ki najbolj ji ljudje zaupajo o Kranjski Gori potem za naprej, mogoče če ne v tem poletju, pa v nadaljnih letih. Tako da smo veseli, predvsem pa bi se na tem mestu rad zahvalil vsem lastnikom, vsem krajanom in pa občanom, ki so, bom rekel, ta konec tedna mogoče bili nekoliko prikrajšani zaradi večjega števila kolesarjev, ampak mislim, da je to tudi del turistične ponudbe, ki jo moramo imeti in ki jo moramo še naprej gojiti, tako da se tudi Kranjska Gora kot ena tistih glavnih in pa najboljših turističnih destinacij pojavlja na zemljevidu kolesarjev. Kranjska Gora po uspešni zimski sezoni računa tudi na dobro poletno sezono. Letos je destinacija, ki je za turiste enako zanimiva poleti kot pozimi, začela z novo marketinško kampanjo, s katero želi goste privabljati skozi vse leto. Poimenovali so jo Kranjska Gora 365. Z njo želijo goste privabljati vseh 12 mesecev in čim bolj skrajšati nesezone. Po celotni dolini pa že potekajo tudi razna obnovitvena dela, ki naj bi bila končana pred vrhuncem sezone. Ja, investicije so v višini preko 3 milijonov. Naravnane so resnično veliko procentov tudi v turizem. Od Rateč pa do Mojstrane, Radovne se gradi tako infrastruktura kot turistična infrastruktura, obnavlja se veliko zadev in tukaj na tem mestu moram pa tudi pohvaliti državo, da je pristopila kar k nekaj sanacijam, od Martuljka, Belce, kjer smo soinvestitorji z pločniki, proti Planici se gradi kolesarska povezava, pešcone, krožišča, za jesen imamo obljubljen krožišče v Kranjski Gori s pločnikom, tako da občina komaj sledi z financami, tako da seveda upam, da zdržamo, da se nam poveča dotok financ tudi na prav turističnem področju, za kar smo se danes tukaj v temu muzeju v Mojstrani zbrali, in da nam pač ne zmanjka financ, tako da to je to. Po odlični zimi se poletja že veselijo tudi v kranjskogorski Hitalpineji. Ja, zimska sezona je bila odlična, nekaj zaradi pač samega vremena in količine snega, nekaj pa tudi se poznajo aktivnosti, ki smo jih izvajali zdaj v zadnjem obdobju, v zadnjih letih, in to potem vedno prinese rezultat. Nekaj prej, nekaj pozneje, no, ampak nekako se je tako išlo, da smo izjemno zadovoljni. Tako da se tudi pričakujemo, da se bo ta trend vlekel še naprej, ne samo iz zimske sezone, no, tudi iz prejšnjih let. Vseh rezervacij za poletno sezono je dober, kaže na to, da bo destinacija deležna lepega obiska, tako da smo kar optimistični, kar se tiče tudi za naprej. Ste tudi dobitniki nekaj prestižnih nagrad? Ja, smo. Včeraj smo dobili na zelenem dnevu slovenskega turizma priznanje za zeleno nastanitev za hotel Ramada Resort.
Ta isti hotel je bil pa tudi ravno včeraj ponovno nominiran za izbor World Ski Awards, ki poteka potem konec leta v Kitzbühelu. Hotel je že 5-krat dobil naziv najboljšega smučarskega hotela v Sloveniji in seveda upamo, da bomo tudi tukaj nadaljevali ta trend. Tudi nekaj investicij je v teku. Ja, mi skušamo tudi skladno z Ramadinimi standardi hotelirskimi skušamo objekte čim bolj vzdrževati in tudi kaj novega narediti. Tako da bo v letošnjem letu naša glavna investicija prenova apartmajev Vitranc, ki že nekaj časa niso bili prenovljeni, tako da bomo v jesenskem obdobju se lotili tudi tega zalogaja. Prenovljene tudi terase za sprostitev gostov? Ja, terase so vedno atraktiven prostor bivanja gostov, tako po zimi kot poleti. Zaradi zimskih pogojev, snega, ledu, nekaj tudi hoje s pancerji se potem obrabijo, tako da jih je treba permanentno ali pa tekoče pa tudi vzdrževati, tako da smo zdaj pri delih na 2 terasah in bojo zaključene oboje že pred slovensko turistično borzo seveda. In ravno še omeniva ta dogodek, slovenska turistična borza, prihaja veliko obiskovalcev, to bo tudi ena taka lepa promocija destinacije. Ja, nedvomno, no. Tukaj bi tudi omenil zelo dobro sodelovanje s slovensko turistično organizacijo. V zadnjih letih smo gostili kar precej velikih dogodkov STO-ja v Kranjski Gori. Tudi na slovenski borzi pričakujemo blizu 400 obiskovalcev, od tega cirka 250 predstavnikov tujih turističnih agencij in po našem mnenju, po mnenju Hitalpineja je to tudi najboljši način za promocijo same destinacije in podjetja, ker je vedno bolje dobiti agenta na lokacijo, kjer lahko začuti in doživi samo destinacijo, kot mu pošiljati gradivo, materiale, tako da smo veseli, da bo SIV letos pri nas in se bomo, ne samo mi, ampak vsi tudi sodelavci drugimi z destinacije zelo potrudili, da bojo odšli gostje z zelo lepimi spomini. Poletno sezono na žičnicah so že začeli, upajo pa, da bo še boljša, kot je bila lanska. 27. aprila smo začeli takoj po generalnem remontu sedežnice Vitranc 1. Seveda, tako kot vsi ostali, pričakujemo rekordno poletno turistično sezono. Upamo, da nam bo vreme naklonjeno. Nekje okrog 40.000 obiskovalcev, to bi bila zelo lepa številka in s tem bi dosegli nekje od 10 do 15% zimske realizacije, kar je pa tudi lep podatek za to, glede na to, da v poletnem času deluje samo ena sedežnica, kolesarski park, poletno sankanje, panoramski prevozi, obogatitev tematskega parka za otroke v Bedačevem domu in upamo na lepo vreme. Letos obeležujete posebno obletnico? Ja, tudi tematski park bomo prilagodili 70-letnici postavitve prve vlečnice preseka v Kranjski Gori. Na samo zgornjo postajo Vitranca 1 nas bo peljalo 7 tematskih točk in upamo, da bomo s tem privabili tudi vse tiste družine v Kranjsko Goro, ki se bojijo prevozov v sedežnico zaradi višine, lahko bodo šli peš in s tem odkrivali ne skrite zaklade, ampak že odkrite zaklade skozi 70 let naše zgodovine postavitve prve vlečnice. Kako daleč je projekt gondola na Vitranc? Ja, v zaključni fazi oddajamo gradbeno dovoljenje oziroma prošnjo za gradbeno dovoljenje, potem bomo počakali še na odzive vseh pristojnih ministrstev, gradbeno dovoljenje dopolnili in potem seveda pričakujemo, da bomo nekje v doglednem kratkoročnem obdobju lahko v sodelovanju na podlagi javno-zasebnega partnerstva tudi končno zgradili gondolo na vrh Vitranca. In poletja pod Vitrancem ni brez zanimivih prireditev. Zanje bodo poskrbeli na Turizmu Kranjska Gora. Kot sem omenil, kolesarjenje je tisti produkt, na katerega stajamo, zaradi tega je tudi kar nekaj prireditev namenjenih prav njim. Ni to edina in niti zadnja, potem sledijo naprej še EXS in pa tekmovanja, ki jih bomo pač organizirali z ostalimi partnerji. Kar se pa tiče večjih dogodkov, pa seveda ne smemo mimo SIV-a. Med 7. in 9. junijem Kranjska Gora gosti največji poslovni dogodek v turizmu leto 2018 in Kranjska Gora je bila lansko leto izbrana kot gostiteljica skupaj s podjetjem Hitalpineja. Bomo pripravili program, ne samo program, kjer bomo gostili
več kot 450 turističnih agentov iz celega sveta, ampak jim bomo tudi pripravili program odkrivanja destinacije in pa cele Slovenije, tako da bodo zadnji obiskovalci zapustili Kranjsko Goro potem šele v nedeljo. S podobnim tempom nadaljujemo preko celega poletja. Ta klasično poletje pod Vitrancem, kot vsak konec tedna od petka do nedelje obiskovalcem želimo pričarati neko slovensko zgodbo, tradicionalno ostaja. Seveda pa ne smemo mimo filmskega festivala, tokrat že tretjič, in pa potem večjih dogodkov, ki smo jih pa kar nekako nalašč umestili po koncu tiste glavne turistične sezone, torej od konec avgusta dalje v mesecu septembru Planica 400, Harley Davidson Weekend in pa letos upam, da nam bo uspelo organizirati prvaka Julijskih Alp. Največjo investicijo v kranjskogorski turizem pa trenutno izvaja Hit, saj je v teku 8,3 milijona evrov vredna prenova zabavično-igralniškega centra Korona. Z deli, ki potekajo tekom poslovanja igralnice in hotela, so začeli julija lani. Končali pa jih bodo konec letošnjega poletja. Planica pod Golico. To pa je prireditev, ki se že nekaj let odvija v planini pod Golico. Organizatorji so tisti, ki v pravi planici tudi delajo v času največjih športnih prireditev v dolini pod Poncami. Kako pa poteka tekmovanje? Mi smo v planici pod Golico smo prevzeli pravila FIS. Ona so zelo, zelo natančno napisana in jih tudi spoštujemo. Pred tekmo poteptamo skakalnico, naš Drakis Fenc je tukaj. Ja, uvod smo zato, da spremenimo agregatno stanje z trdega v tekoče, ne? Gremo v rikvrc. Teptači so tukaj, tekmovanje se začne s fanfarami planice, potem himna slovenska, zastavonoše se spustijo in potem se tekmovanje začne. Razlika med lani in letos je bila ta, da smo naredili kvalifikacije včeraj. Zato, da današnja tekma ne bi bila predolga, vendar to se nam je zelo lepo obrestovalo in jaz upam, da bojo naši obiskovalci, ki jih je kar nekaj, zadovoljni in da ne bojo zdolgočaseni. Planica pod Golico pa je najbrž tudi neke vrste generalka za pravo planico. Ne, celo zimo treniramo, da tle dobro naredimo, da tle namo kaj zasrali. Odkot pa pravzaprav ideja za to prireditev? Scena je mu tukaj skakalance. Zmeraj smo hodili sem gledati, kako on dela tekmovanja, naredil tudi letalnico, v merilu 1:16,8 in potem smo kar naenkrat Slavi. Naša mama Slavi je se spomnila, da dajmo narediti eno prireditev. Mene je vprašala, če bi bil zraven, jaz sem rekel, grem, potegnil sem planičarje in kar naenkrat je tole ratalo. Jaz sem se kar enkrat spomnila tlele scena, mi smo scenom prijatelj in sem velikrat k njemu zahajala, sem pa rekla, Marija, kako je to škoda, zakaj ne bi to ljudje vedeli, ki se tako trud, pa to dela. Pa sem pa enkrat, jaz delam v Golica tim prostovoljno, imamo tam in društvo in sem pač tam delala in je Ičk meni prišel dol na obisk. Sem pa rekla, Ičko, če bi midva tole tekmo organizirala. Je rekel, Ič, ti spel, jaz ti bom pomagal. In z tega je ratal pa je ta dogodek. Prireditev pa ima prav poseben namen. Ta prireditev je dobrodelna in vsa zbrana sredstva grejo v korist bolnice Jesenice. Nabralo se je pa 3250 evrov, torej odlično, spet zelo dobro delo nas vseh, vas vseh. Ponovno so se člani Golica tima in pa ljubitelji planine pod Golice izkazali, pripravili neverjetno tekmo za vse tekmovalce, omogočili, da so skakali v enakih pogojih in dobili smo zmagovalce in to so ravno člani Planice tim, ki so poleg tega dogodka pripravili tudi humanitaren dogodek in za jeseniško bolnico prispevali pomembna sredstva pri nakupu defibrilatorja. Srečali pa smo tudi kar nekaj znanih športnikov, tako nekdanjih kot še vedno aktivnih. Zgleda, da brez skokov Planica gre skupaj s skoki, pa skoki grejo skupaj s Planico in pod Golico in tam, kaj ta prava. Drugače na takele zadeve pa tako treba gledati. Ve se, zakaj to je. Tiskaj to naredi vsa čast.
ve se pa, kam bo vse šlo, kar se bo tukaj izbralo, kar je pa tudi lepo in takih stvari. Pa vse, če je le čas, rad udeležim. Po zaključku tekmovanja je seveda sledila še razglasitev. Slavnostno so predali rezervni planiški pokal. Ga bomo predali v roke Cena Razingarja, ki je oče vseh skakalnic, umetnik, vsi ga poznamo. Zato sem se tudi odločil, da mu ta pokal dam v njegove roke. Ne bomo ga prodajali na licitaciji, dal ga bomo cenu, ker ga bo najbolj znal ceniti in tudi on ga bo mu na častnem mestu in vsako leto bo viden. Zelo navdušen je bil tudi nekdanji tekmovalec Primož Peterka, ki je opazoval skok svoje figurice. Poglejmo, koliko bo skočil, potem pa sledi slavnostna predaja skakalca pravemu skakalcu. Primož Peterka in upoden, kot se reče, Primoža Peterko. Legenda seveda smučarskih skokov, zmagovalec svetovnega pokala, res nevredno. Le malo je takih, ki se udeležijo takih prireditev, kot je ta. Le tisti z velikim srcem, seveda dobrodelnih prireditev. Še ena slika, a seveda podeljujemo tudi mini pokal za mini skakalca, torej pokal še za skakalca Primoža Peterko. Tudi v planini pod Golico so verjetno v pričakovanju svetovnega prvenstva leta 2023, zagotovo pa že nova prireditev Planica pod Golico prihaja prihodnje leto. V Bohinju je Pedagoško-raziskovalni center za konjerejo Krumperk v sodelovanju s turističnim društvom Bohinj pripravil dan lipicancev. Ljubitelji konj so se lahko nagledali tudi nastopa promocijske skupine, ki je več kot navdušila. Letos prvič gostimo to prekrasno prireditev, kjer lahko uživamo v teh super nastopih naših jakačev in prav ponosni smo v Bohinju, da smo nekako letos ustvarili to novo prireditev, ki upam in srčno si želim, da ne bo prvič in zadnjič in da bomo še velikrat imeli tako dobre prijatelje, jahače in seveda vse učitelje, vse to spremljalno osebje tudi v naslednjih letih, morda že letos na Kravjem balu tudi kakšnega lipicanca in veseli me, da se tudi domačini, da so se odzvali, da so prišli na to prireditev in da bojo mogoče odnesli en prekrasen večerni dogodek. Prav tako pa naj omenjam, da ker je ravno festival alpskega cvetja, lahko vidimo kar precej tudi gostov iz Anglije in iz podobnih dežel, ki so prišli zaradi tega sem in to nas še prav posebej veseli. Naj poudarim, da zaslužna za to prireditev v Bohinju pa je naša Sara Žagar Hribar, ki je dejansko učenka, kmalu bo magistrirala in ona je tista, ki je enkrat naredila tisti telefonski klic, lahko rečemo kar magični, ko je rekla, Jure, a bi mi to morbiti lahko naredili v Bohinju in seveda v turističnem društvu smo takoj strnili glave in rekli, ja, gremo in tako smo vsi veseli, da je Sara naredila ta telefonski klic in seveda smo jih hvaležni in upamo, da bo z tega, da bojo te lipicanci še večkrat v Bohinju. Kaj pa je botrovalo odločitvi Pedagoško-raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk, da se predstavi tudi v Bohinju? Za današnjo prireditev v Bohinju smo se dejansko odločili ob letošnji obletnici Dneva lipicanca, da na ta način poskušamo praznovati ta velik praznik praktično za Slovence. Lipicanci namreč en velik simbol slovenstva, bi lahko rekel. Pedagoško-raziskovalni center za konjerejo Krumperk je ena od enot Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na tem centru se ukvarjamo z rejo konj, rejo lipicanskih konjev. Izvajamo vaje pri različnih predmetih vezane na konjerejo in pa konjeništvo z različnih področji, od same konjereje do športa, torej samega jahanja. Izvajamo vaje vezane tudi na dobrobit živali, obnašanje živali, ekonomiko, menedžment. Zdaj v naših hlevih imamo že kar nekaj časa vhlevljene lipicanske konje, delamo z lipicanskimi konji, tako da se ob
tekom leta na večjih priložnostih tudi predstavimo za našo skupino, promocijsko skupino tekačev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tej priložnosti bi pa seveda vse gledalce z veseljem povabil na našo prireditev prihodnji teden, ko bomo pripravljali že 7. zaporedno prireditev Lipicanci na univerzi, ki jo pripravljamo na našem pedagoško-raziskovalnem centru za konjerejo Krumperk v Domžalah. Pripravljamo zelo pester večerni program, tako da lepo povabljeni ob 7:30 zvečer na naš center. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V petek in soboto bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani posvet ob 240. obletnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav. Odprli bodo tudi gostujočo muzejsko razstavo avtorjev Nanija Poljanca in Petra Mikše z naslovom Kralj Peter v slovenskih Alpah. Kranjska Gora bo v prihajajočem tednu gostila slovensko turistično borzo, ki bo prav zagotovo dobra promocija Zgornjesavske doline. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!